Spoštovani svetniki, spoštovani gostje, začenjam z 19. izredno sejo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Ugotavljam, da smo sklepčni. Hvala lepa za udeležbo in razumevanje glede sklica izredne seje. Roki, ki smo si jih dobili, so bili kratki in je bilo pravzaprav ni bilo druge izbire, kot sklicati izredno sejo. Ampak s tem smo tudi dokazali, da se znamo hitro odzvati, če je potreba. Današnji dnevni red te izredne seje vsebuje eno točko. To je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij. Ta zakon je vložen po skrajšanem postopku. Sprašujem, če ima kdo pripombo na to edino točko dnevnega reda. Lahko pa seveda še kaj dodamo, če so pogoji za to. Če ne, potem dajem dnevni red v potrditev. Kdo je za? 12 nas je prisotnih, 12 nas je za. Se pravi, da smo dnevni red sprejeli. Torej, prehajamo na prvo in edino točko dnevnega reda. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij. Zakon je vložen po skrajšanem postopku. Vložila ga je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim poslancem Dušanom Šiškom. Objavljen je na spletni strani Državnega zbora. Sklicem smo prejeli tudi javno podporo vseh političnih strank v občinskem svetu občine Krško. Danes pa smo prejeli še mnenje občine Brežice. Na klop, ki je prišlo tik pred zdajci, pa ste prejeli še mnenje Združenja mestnih občin Slovenije. Med nami pozdravljam vabljene k tej točki. Prvo podpisanega poslanca Državnega zbora Dušana Šiška. Lep pozdrav. Župana občine Krško, magistra Mirana Stanka. Tudi vam lep pozdrav in državni svetnik, je pa zastopnik interesov iz tega območja, pa je Srečko Ocvirk, ki je tak član komisije in pa je tudi prisoten. Tako da lahko kar začnemo z predstavitvami. Seveda se spodobi in vabim poslanca gospoda Šiška, da nam najprej, kot sem se on predstavil, na to pa tudi gospoda župana, prosim. Vse, ki boste razpravljali ali predstavljali mnenja, vabimo za govornico, da nam vsakega posebej. Seja je prenašana preko televizije. In zaradi potrebe snemanja je prav, da je to za govornico. Izvolite, gospod poslanec. Najlepša hvala. Spoštovani predsednik komisije, spoštovani člani Državnega sveta, dovolite mi, da se vam najprej lepo zahvalim za priložnost, da vam kot prvim na nivoju države skupaj z županom magistrom Mirom Stankom osebno predstaviva pobudo občine Krško za pridobitev statusa mestne občine, ki sem jo dne 23. septembra 2021 vložil v Državni zbor za obravnavo po hitrem postopku. Naj že takoj na začetku povem, da to zgodovinsko pobudo podpira celotni občinski svet občine Krško in lokalni odbori vseh 10 strank, ki so v njem zastopane. Pobudo utemeljujemo številnimi argumenti, jaz jih bom navedel le nekaj. V Republiki Sloveniji je potrebno uresničiti in uveljaviti eno temeljnih načel lokalne samouprave, decentralizacijo. V času priprave nove pokrajinske zakonodaje se je tako kot že vsakič doslej vseh 6 posavskih občin odločilo za samostojno pokrajino Posavje. Ob oblikovanju pokrajin je nujno potrebno določiti močan center oziroma mu dodeliti status mestne občine, ki bi to vlogo samo poudaril in okrepil. Občina Krško se je v preteklosti že prizadevala pridobiti status mestne občine,
a je bila zavrnjena, kljub temu, da izpolnjuje podobne pogoje kot nekatere druge občine, ki so mestni status pridobile. V občini Krško poteka postopek združevanja naselij v močno mesto Krško, ki je že sedaj deluje kot mesto in ga kot takšnega prebivalci občine Krško tudi sprejemamo. Glede na prihajajoče investicije na področju energetike, še zlasti zaradi priprav na gradnjo jedrske elektrarne Krško 2, ki jo podpira vsa slovenska politika, je v Krškem pričakovati bistveno povečanje delovnih mest. Skratka, v Krškem ocenjujemo, da je čas uveljavljanja nove pokrajinske zakonodaje, za katero si najbolj prizadeva ravno ta državni svet in njegov predsednik, tudi primeren čas za pridobitev statusa mestne občine Krško. To se odraža tudi v izvajanju nalog, ki v primeru občine Krško presegajo okvire izvajanja nalog klasične občine in s tem, da je občina Krško že sedaj upravno, gospodarsko in politično središče Posavja. Toliko z moje strani, spoštovani predsednik, več pa bi predstavil in pobudo dodatno utemeljil gospod magister Miran Stanko, ki je župan občine Krško že od leta 2012, prej pa je bil 3 mandate občinski svetnik. Hvala. Hvala. Izvolite, gospod župan, beseda je vaša. Ja, spoštovani gospod predsednik, spoštovani člani komisije, državni svetniki. Torej, jaz sem pač predložil gradivo v pisni obliki, predvsem zato, ker pač ni možnost prezentacije, zato bi prosil, če lahko sledite, pa tudi kasneje za uporabo morda ta material koristi. Kot je že povedal moj predgovornik, kaj so bile pobude oziroma osnovni razlogi, da smo se odločili ravno zdaj v tem trenutku dati pobudo za ustanovitev mestne občine oziroma za pridobitev tega statusa. Prvo je treba vedeti, da občina Krško že v zadnjih 10-15 letih doživlja en skokovit razvoj, v katerem smo pravzaprav dosegli in presegli marsikateri parameter, ki je sicer lasten že zdaj obstoječim mestnim občinam. Drugi razlog je seveda sprejem pokrajinske zakonodaje, v kateri je bil eden izmed pogojev oziroma eden izmed opornih točk v razmisleku o kreiranju pokrajin tudi, ali je v tisti pokrajini mestna občina. Zato mislimo, glede na voljo vseh posavskih občin, da bi imeli samostojno regijo Posavje, da je smiselno, da imamo v Posavju tudi mestno občino, še posebej, če je ta občina zelo blizu tega, kar se zahteva. In tretji element je pa seveda jedrska energija oziroma jedrska elektrarna številka 2, ki se bo začela graditi, to je skoraj da nedvomno, in ta bo prinesla korenite spremembe v samo občino, pa tudi v regijo. Če povzamem še to, torej občina Krško je geografsko, prometno, gospodarsko, upravno in kulturno središče regije Posavje. Občina je velika 286 kvadratnih kilometrov, ima 26.100 prebivalcev, 16 krajevnih skupnosti in pa 158 naselij. 158 naselij jo dela prvo med vsemi občinami v Sloveniji. Tudi sicer smo s temi številkami v samem vrhu med občinami v Sloveniji in sicer med 8. in 12. mestom, pač glede na kriterij, ki ga gledamo. Če pogledamo gospodarstvo in gospodarsko dejavnost, je občina Krško močna in sicer zaposluje kar polovico zaposlenih v regiji oziroma ustvari 80% vseh prihodkov družb v Posavju. Imamo 564 družb, približno 11.100 delovno aktivnih občanov, povprečna plača približno 2100 evrov, prihodki na ravni občine skupaj so 3,3 milijarde evrov, čisti dobiček 82 milijonov evrov. Če pogledate naslednji slajd, boste videli, da je večinoma ali pa dobršen del dejavnosti v Posavju oziroma v Krški občini energetika. Namreč imamo precej energetskih objektov, kar bomo videli malo kasneje. Imamo tudi kar precej inštitucij, razvojnih, torej regionalno razvojno agencijo, Center za podjetništvo, LEAT in tako dalje, in pa upravnih funkcij. Kot je bilo že prej rečeno, v Posavju smo nekako dogovorjene občine, predvsem 3 večje, Krško, Brežice in Sevnica, da si upravne funkcije delimo in da funkcioniramo kot neke vrste somestje. Ta, rekel, dogovor velja in je veljal v preteklosti in računam, da bo tako tudi v prihodnosti. Kar se tiče javnih služb, imamo v Krški občini 8 osnovnih šol,
od tega je ena regijska osnovna šola za otroke s posebnimi potrebami, potem je glasbena šola, srednješolski center, fakulteta za energetiko, Ljudska univerza, ki je precej močna, in pa seveda še druge inštitucije. Imamo tudi en samostojni vrtec in 7 vrtcev, ki so pridruženi osnovnim šolam. Kar se tiče kulture, bi izpostavil predvsem kulturni dom, čeprav se sliši mogoče nekoliko, bi rekel, kot da je na vasi, vendar je to dejansko velika inštitucija, ki pokriva ne samo, bi rekel, neposredno tisto kulturo, ampak s tem svojim velikim kulturnim domom smo pravzaprav, ta dom je med Zagrebom in Ljubljana največji. Nekje drugje ni nobenega te velikosti, to je inštitucija recimo s 550 sedeži, 3 dvorane in tako dalje. Imamo centralno Valvazorjevo knjižnico, mestni muzej, galerijo, potem pa seveda tudi eden izmed grezov v Posavju, to je grad Reichenburg, imamo tudi mladinski center. Kar se tiče zdravstva, financiramo skupaj brežiško bolnico, sicer pa imamo zdravstveni dom, ki ga ravno v tem momentu, torej pripravljamo širitev tega doma, sicer pa je relativno nov dom, od leta 2000 je bil postavljen. Imamo močno nujno medicinsko pomoč z rekonstrukcijo organizacije nujne medicinske pomoči je nekoliko izgubila na svoji vlogi, vendar je bila prej najmočnejša v Posavju, zdaj pa je pravzaprav deloma okrnjena glede tega. Imamo tudi veliko stvari, ki so narejene na dolgotrajni oskrbi, omenil bi dom starejših občanov, dnevni center, 52 oskrbovanih stanovanj, potem delamo na modelu pametnih vasi, stanovanjska skupnost za starejše, varstveno-delovni center, krizni center. Kar se tiče javnih služb in delovanja javnih služb, naj povem, da imamo 751 km vodovodnega omrežja, da imamo 200 km kanalizacijskega omrežja, 270 ekoloških otokov in tako naprej. Imamo tudi regijski center za ravnanje z odpadki, ki je pravzaprav med večjimi, če ne celo največji v Sloveniji, ki predela ne samo odpadke za potrebe Posavja, ampak jih predeluje tudi širše v regiji. Imamo eno izmed 14 poklicnih gasilskih enot, pri nas je poklicna gasilska enota s približno 60 zaposlenimi, imamo regijski vadbeni poligon za gasilce in pa 23 prostovoljnih gasilskih društev. Če gremo nekoliko ven iz občine Krško in rečemo, kakšen je položaj v sami regiji Posavje, prej sem omenil, Posavje ima 6 občin, od tega 3 večje, 3 manjše. In če primerjam te 3 večje, lahko rečem, da je Krška občina po površini največja, ima 286 kvadratnih kilometrov, druga je Sevnica z 272 in pa Brežice z 268. Kar se tiče lokalnih cest, imamo približno 725 kilometrov lokalnih cest, Brežice 608, Sevnica 626. Kar se tiče prebivalcev, kot sem povedal, 26.100, Brežice 24.200 in pa Sevnica 17.700. Če še na enem diagramu imamo prikazano število prebivalcev, to je struktura mlajših in starejših, potem si boste lahko tudi pogledali. Če pogledamo Posavje, kar se tiče delovno aktivnih prebivalcev, 24.000 je delovno aktivnih prebivalcev v Posavju, od tega 11.000 v Krškem, 7 v Brežicah in 5.600 v Sevnici. Kar se tiče proračunov, vzeli smo 5-letni seštevek zadnjih 5 let, preprosto zato, da so številke pač malo bolj, da se vidi ta nihanja, tudi izničijo. Torej, Krška občina je ustvarila 198 milijonov proračunskih prihodkov, Brežice 132 in Sevnica 88, na odhodkovni strani nekaj približno podobnega, s tem, da so Brežice ustvarile 134 milijonov 5-letnih prihodkov. Če pogledamo prihodke podjetij, lahko rečem, da je v Krškem ustvarjenih približno 3,4 milijarde evrov, v Brežicah 590 milijonov in pa Sevnici 405 milijonov evrov. Še en slajd smo pripravili, v katerem je vidno, katera podjetja so tista, ki so ustvarjali največji dobiček, od tega jih je, torej, oziroma katere občine in koliko. Če pogledamo v Krški občini 82 milijonov, v Brežicah 13, v Sevnici 9 milijonov, potem pa še ostale občine. Imamo tudi seznam največjih 50 podjetij, to smo pač iz enega glasila prekopirali, ki je šlo pred nekaj dnevi, 14.10. Tudi vidite, da je v večini so to podjetja iz Krške občine, potem pa sledijo ostala. Kar se tiče primerjave z drugimi mestnimi občinami,
boste videli, da vzeli smo pravzaprav takole vse skupaj 11 mestnih občin, seveda nekatere, kot je na primer Ljubljana, so izrazito odstopajo, potem je Maribor, potem pa sledijo ostali. No in če primerjamo z tistimi, ki so, bom rekel, bolj na repu, bi rekel takole, zdaj smo za primerjavo mestno občino Ptuj, Murska Sobota in Slovenj Gradec. Po številu prebivalcev smo največji, in sicer 26 000, mestna občina Ptuj 23 000, Murska Sobota 18 000 in pa Slovenj Gradec 16 000. Kar se tiče površine, smo krepko največji. Kar se tiče prihodkov, proračunov v milijonih evrih ima občina Krško, kot sem že rekel, 198 milijonov, mestna občina Ptuj 127, mestna občina Murska Sobota 108 in pa mestna občina Slovenj Gradec 101 milijon evrov. Odhodki nekaj približno podobnega, s tem, da je mestna občina Ptuj nekaj več ustvarila na odhodkovni strani. Še pri prihodku podjetij, kot sem povedal, Krška občina 3 milijarde 400, Ptuj 1 milijardo 100, Murska Sobota 1 milijardo 300 in pa Slovenj Gradec 700 milijonov. Če pogledamo še položaj Krške občine v slovenskem merilu, je Krška občina med največjimi v Sloveniji, in sicer po prihodku podjetij smo na 6. mestu med 212 občinami, po površini na 9. mestu, kateri so pred nami, boste videli na grafikonu, da ne bi to ponavljal. Na 9. mestu smo tudi po primerni porabi, se pravi, to so prihodki iz proračuna oziroma glavarina. Na 11. mestu smo po številu prebivalcev, na 12. mestu po številu delovnih mest, se pravi, po delovnih mestih smo tudi na vrhu. Kar se tiče Krškega v bodočnosti oziroma že sedanjosti, Krška občina je v energetskem središču Slovenije. Če se bo zgodilo to, kar je rečeno, torej da naj bi se v letu do 2030 do 2033 ustavila Šoštanjska elektrarna, potem pravzaprav drugega konkretnega vira energije v Sloveniji nimamo. In verjetno bo takrat potreba po gradnji nove jedrske elektrarne toliko bolj pomembna. Že zdaj ustvarjamo dobro polovico energije, ki jo proizvede Slovenija, seveda največ v jedrski elektrarni, imamo tudi eno od hidroelektrarn, imamo tudi termoelektrarna, ki sploh ni tako zanemarljiva, 350 MW ustvarja. In pa imamo odlagališče nizko in srednjo radioaktivnih odpadkov, ki se bo v kratkem začelo graditi. Če pogledamo na enem diagramu naprej, kakšna je projekcija proizvodne električne energije, pa če imamo v upoštevanju tudi, da seveda se vsi nagibamo k trajnostni mobilnosti, potem uporabi toplotnih črpalk, potem digitalizacije in tako dalje, brez elektrike pač ne bo šlo. In če nimamo drugega vira elektrike, kar kot kaže res ne, je gradnja drugega bloka jedrske elektrarne Krško, torej skoraj da neizogibna oziroma neizogibna. Na eni od slik smo prikazali, kako bo ta elektrarna umeščena v prostor. Bi pa rekel, kakšne učinke bo ta zadeva imela potem na Krško občino. Krško bo v času gradnje zdefiliralo skozi Krško okrog 20 do 25 tisoč delavcev, okrog 5 tisoč konstantno v Krškem. Že gradnja jedrske 1 je prinesla v Krško približno 1000 novih stanovanj, 2 novi soseski, precej veliki, potem približno 4000 prebivalcev in tako dalje in tako dalje. Cel kup enih zadev se je zgodil z gradnjo te jedrske, nova jedrska ne bi prinesla nekaj podobnega, računamo med 5 in 7 tisoč novih prebivalcev, približno 1000 stanovanjskih enot, premlajoča infrastrukturo in pa 2000 novih delovnih mest. Krško se že intenzivno pripravlja na to, in sicer z pridobitvo elektroenergetskega soglasja oziroma dovoljenja je ta gradnja precej verjetna, zato pripravljamo tudi prostorske akte v tej smeri, da bomo zagotovili prostor za vse te ljudi, ki bodo prišli živeti v našo občino. Eden izmed korakov na tej poti je prav gotovo tudi pridobitev statusa mestne občine. Želimo biti, se pravi, proaktivni, želimo biti eden izmed tistih pomembnih občin v Sloveniji, se pravi večjih občin v Sloveniji, ki bo dala, torej ta status bi nam prinesel pravzaprav tudi možnost, da se v tej smeri razvijamo. Kakorkoli, zelo bi cenili, če bi seveda nas podprli v teh prizadevanjih. Mislim, da država kot taka kaj posebnega nima zgubiti, seveda pa imamo mi kot Posavci in pa kot Krška občina marsikaj za pridobiti.
Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa tudi vam. Sprašujem državnega svetnika Srečko Cverka, če želi besedo. Želi, prosim. Kot predstavnik interesov v državnem svetu za to. Ja. Dobar dan, hvala. Sem bil pozvan, da se na nek način opredelim do tega predloga, tudi verjetno še dodatno zaradi tega, ker imamo v gradivu predlog občine Brežice, ki je ravno tako dodano in bi se pri tem osredotočil na nekaj regijskih vprašanj, ki so zelo pomembna. Ta državni svet si prizadeva za pokrajinizacijo Slovenije, za sorazmernejši razvoj Slovenije. V preteklih desetletjih je prišlo do še bolj nesorazmernega razvoja. Osrednjeslovenska regija bistveno hitreje napreduje kot ostale regije. Naš cilj je, da temu razvoju oziroma da sorazmernejše zagotovimo razvoj v slovenskem prostoru. Posavje kot statistična regija, kot razvojna regija je izkazala svoj interes v okviru vseh občin Posavja, da ostane regija tudi kot pokrajina. To je naš cilj in kot državni svetnik iz tega območja, izvoljen v tej regiji oziroma tej volilni enoti, zastopam to stališče. Da ta cilj lahko dosežemo, potrebujemo razvojne inštitucije, ki se oblikujejo znotraj Posavja, kot je že bilo izpostavljeno, nekako ne zgolj v eni občini, ampak v somestju 3 občin, ki smo bistveni razvojni elementi in če izpostavim to, v Posavju se velike občine nismo delile bistveno na manjše občine in ta trenutek nekoliko lažje izvajamo razvojne funkcije, kar v drugih regijah, kjer je prišlo do delitev občin na manjše občine, izvajajo mestne občine. Tudi zato je zelo zanimiva opredelitev Združenja mestnih občin Slovenije, da nekako v svojo družbo ne spušča novih občin. Očitno ne razumejo ali pa želijo zapreti vrata svoje skupnosti, ne razumejo, da tudi v drugih področjih obstajajo občine, ki so po svojem razvojnem potencialu celo močnejše od obstoječih mestnih občin in da tudi teritorialno v okviru slovenskega prostora, jugovzhod, od Bele krajine ob hrvaško-slovenski meji do mestne občine Ptuj, nimamo mestne občine, ki bi nekako bila protivtež izčrpavanju Zagreba. V preteklosti na tem območju ni bilo zaradi razvojne razlike odliva v smeri proti Zagrebu, je bil priliv iz smeri Zagreba, v vseh vidikih, gospodarskem, ekonomskem, turističnem, družbenem. Glede na krepitev Hrvaške, predvsem Zagreba kot glavnega mesta, pa je tudi zelo pomembno, da se Posavje kot protivtež okrepi in tudi zato z tega vidika ocenjujem, da je smiselno in potrebno, da se v Posavju oblikuje mestna občina. Mestna občina kot Krško ima največ pogojev za vzpostavitev mestne občine in bi najbolj prispevala k temu, da vzpostavimo kot državni svet pokrajine, da rešimo ta razvojni problem, konec koncev pa tudi državni problem te sorazmerne razporeditve mestnih občin in sorazmernega razvoja v tem okolju. Tako da sam podpiram ta predlog. Hvala. Hvala lepa. Pred nami je tudi predstavnica Ministrstva za javno upravo, gospa magister Saša Jazbec, ki nam bo predstavila stališče resornega ministrstva. Je že tukaj. Lep pozdrav.
Spoštovani, lepo pozdravljeni. Dovolite mi, da predstavim predlog mnenja vlade, ki so ga pripravile strokovne službe na Ministrstvu za javno upravo, ampak ga vlada še ni obravnavala. Zato gre, tako kot je povedal predsednik, za mnenje strokovnih služb našega ministrstva. Torej, strokovne službe so predlog presojale z dveh vidikov. Prvič z ustavne koncepcije mestne občine, kot jo je oblikovalo ustavno sodišče v vrsti svojih odločb, predvsem v odločbi iz novembra 1994 in tudi z vidika zakona o lokalni samoupravi. Glede prvega je izpostavljen poudarek ustavnega sodišča, v katerem mestne občine, upoštevajoč 141. člen ustave, ni mogoče pojmovati drugače kot v kombinaciji dveh zakonskih pogojev. Prvič, da je mesto kot večje urbano naselje, ki se po velikosti, ekonomski strukturi, gostoti naseljenosti in zgodovinskem razvoju razlikuje od drugih naselij. In drugič, zakon postavlja dodatni kriterij, da se status mestne občine podeli občini, katere sedež je mesto, ki ima število prebivalcev in delovnih mest bistveno večje od tistega, ki velja za podelitev statusa mesta. V predlogu mnenja je tako ugotovljeno, da se status mestne občine ne more dodeliti mestu brez obmestja ali zaledja, dodeli se občini, v kateri je mesto, ki je teritorialno oblikovano v skladu s posebnimi zakonskimi pogoji. Potem 16. člen zakona o lokalni samoupravi, ki ureja pogoje za pridobitev statusa mestne občine, določa, da mora mesto in ne občina imeti najmanj 20.000 prebivalcev in 15.000 delovnih mest, da bi lahko občina dobila status mestne občine. Iz podatkov SURS izhaja, da je občini Krško, največje naselje, to je mesto Krško, imelo na 1. julij 2019 skupno 7.217 prebivalcev, 1.1.2021 je pa imela celotna občina Krško skupaj 10.244 delovnih mest. Iz predloga mnenja izhaja, da torej mesto Krško ne izpolnjuje pogojev, ki jih določa 16. člen zakona o lokalni samoupravi. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam. Zdaj pa odpiram razpravo za državne svetnike. Kdo želi? Milan Ozimič. Hvala za besedo in lep pozdrav vsem prisotnim. Zdaj, tale tematika, ki jo obravnavamo, je seveda ena od nedorečenih stvari oziroma tematik, ki so odprte na področju razvoja lokalne samouprave, pravzaprav že od vsega začetka. In odstopanj od nekih kriterijev zakonskih in pogojev, pod katerimi se ustanovi občina in mestna občina in še zraven dileme tudi okrog nekega drugačnega statusa tistih občin, ki so imele upravne enote, pa niso imele bile in so pač neka središča in zdaj tudi v povezavi z mestnimi občinami, pa ko smo govorili o idejah, o pokrajinah, so bile tudi nekatere, da bi mestne občine nekako bile središča pokrajin in se okrog mestnih občin sformirale pokrajine, skratka, en kup odprtih vprašanj v zvezi z tem. Zdaj, če bi šli vedno po črki zakona ali pa nekih dogovorjenih kriterijih, potem ne bi imeli ne občin, ne mestnih občin, ne nekaj, ker pač, ali pa bi imeli bistveno drugače, kot je. Nek razvoj pa v vsakem obdobju teče tako ali drugače, tudi tukaj. In zdaj, jaz mislim, da na te probleme je treba gledati nekako funkcionalno, pa v
duhu sedanjih potreb in nekih relacij in konec koncev tudi položajev, ki se spreminjajo glede na primerljivost občin pred desetletjem, pred leti in v sedanjem trenutku. Nekatere tiste občine, ki so bile pač takrat kot mestne občine ustanovljene, odstopajo od tistih, ki so večino teh pogojev izpolnjevale, pa niso bile, takih občin pa se niso delile, pa so po velikosti večje od mestnih občin, pa imajo tako rekoč enake funkcije, ker so pač ratali neko regijski center, ne vem, ob Mariboru je tam Slovenska Bistrica, odkudar prihajam, takšna tukaj ob Ljubljani in Kranju je Kamnik takšen, Krško je prav gotovo tudi takšno, tudi v Zasavju verjetno bi morala biti kakšna mestna občina ali pa je vsaj tako, da bi bilo treba dopuščati seveda tudi takšen razvoj naprej. Zdaj, tako kot je predlog in v povezavi z pokrajinami, to bi bila pokrajina, ki ne bi imela mestne občine. Vse druge mislim, da bi jo imele. Nisem prepričan za to Šaleško, če ne bi bila, ker je tam na tistem območju Celje in Velenje, ja, pa bi tudi. Skratka, v tem smislu seveda in po funkcijah in pogojih in glede na bodoči razvoj, tudi če hočete na neko silno pomembnost območja energetsko, to je evidentno, tudi v gradivu ste zapisali, da je to center Slovenije, tudi dejansko je, tudi v razvojnih perspektivah ostaja, še posebej z drugim blokom nuklearke. Tako da se meni ta pobuda zdi, ali pa sprožanje postopka v bistvu popolnoma upravičeno glede na funkcijo in vlogo, ki bi jo kot mestna občina upravljala in v primerjavi z drugimi mestnimi občinami pravzaprav upravlja vse enake funkcije kot ostali. Pač nima bolnišnice na svojem teritoriju, kar je bil tudi neki pogoj, ampak na širšem območju pa tudi to je. Tako da jaz vsekakor ne nasprotujem, če ravno tej pobudi in na nek način podpori, ker slej ko prej se bo to zgodilo, verjetno, razvoj bo šel v tem smislu, da bodo tudi ti kriteriji izpolnjeni. Zdaj, število prebivalcev pa število aktivnih delovnih mest in pa to so pa zelo relativne kategorije, zelo relativne kategorije. Zdaj, če bi na nekih drugih področjih take limite postavili, potem se Silicijeva dolina ne bi mogla nikdar postati Silicijeva dolina, ker je začela z garažnimi zadevami. In je stvar v perspektivi seveda vedno odprta in stvar razvoja in potencijala, ki ga pač neka dejavnost ali stvar nosi s sabo. Tako da jaz bi ta predlog kot tak podprl, če ravno to
zadosti vsem kriterijem, pa seveda tudi zaradi tega, ker smo že marsikaj takega ustanovili, kar ni zadoščalo vsem kriterijem in so bili odpustki enormni, za nekatere stvari mogoče tudi škodljivi. V tem primeru mislim, da ne bi bil škodljiv. Hvala. Hvala lepa. Želi še kdo? Davorin Terčon. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani kolegi, gospod župan, gospod poslanec. Torej, ne da vam ne bi privoščil ta mestna občina Krško, ker celotno področje lokalne samouprave v Sloveniji, če gledamo in občine, in pokrajine, in mestne občine, bi ga lahko nekako opredelil tako po vuci potehni, ne bi rekli nekateri. Če boste zbrali zadosti glasov v državnem zboru, da boste imeli, če ne pa ne. Drugo je pa nepomembno. Nepomembni so kriteriji. Poglejte pri občinah. Smo si pisali kriterije, ravno en dan smo razpravljali, jih nismo spoštovali, smo delali referendume, jih nismo spoštovali. In tako bo pri vas. Zdaj, mnogo argumentov govori v prid tega, da se bi zaslužili mestno občino. Še posebno, če primerjamo same mestne občine, kjer je zakonodajalec en prejudic že naredil. Slovenj Gradec. Vizavi Slovenj Gradca komot lahko dobiste mestno občino, sicer ste tudi vi en kup stvari prejudicirali, atomsko centralo v Krškem, drugi blok, lahko da bo, jaz tudi se ne opredeljujem za in proti, ampak prejudicija je definitivno, ker ne vemo, dokler se ne zgodi pokrajino, ampak je zakonodajalec tudi že prejudiciral, ko je Slovenj Gradec ustanovil. Ker številka kažejo, da bi prej bili vi upravičeni, pa očitno je na Koroškem želel zakonodajalec dal tudi eno mestno občino. V redu. Vse skupaj je pač tako pri nas na področju lokalne samouprave. Kdor uspe, uspe. Predvsem pa mene moti to, da ne zasledujemo neke konsistentnosti, da ne ustvarjamo sistema, da odvisno predvsem, kdo komu uspe, se prešteje in tako naprej. Nobenih kriterijev. In če že jih imamo, jih kršimo. Zdaj, če so mestne občine tam, kamor so središča bodočih pokrajin, v redu, pole naredimo prvo pokrajine, pole dajmo mestne občine. Če so mestne občine neko mesto, ki je pomembno zaradi svoje moči, ne enkrat uporabljamo občina, enkrat uporabljamo mesto. Mesto je, mestna občina je mesto bistveno, ki ima svojo gravitacijsko moč, svojo številčno moč, svojo gospodarsko moč in tako naprej. Zdaj pa je tle tako, in pole rečemo, ja, tu bo bodoča pokrajina, ki jih nimamo, ne vemo, če jih bomo imeli, sicer imamo en predlog, ki je po delitvi zame eden najslabših do zdaj, čeprav analitično je zelo dobro pripravljen in tako naprej, ampak zelo čuden, kjer se drži pa samo načel. Mora biti 100 000 prebivalcev. Tudi če imamo zgodovinsko pokrajino Koroško, nema 100 000. Posavje za Zasavje skupaj, pa narazen, pa ne vem, ali se bo izmenili, ali se ne bojo, in tako naprej, in tako naprej. Se pravi, imamo eno poplavo načelnih nenačel, ali pa nenačelnih načel, kakor hočete. In na koncu se zgodi samo tisto, kar se nekako prešteje in vse drugo je nepomembno. Hočem reči, da ustvarjamo, ne da vam ne bi privoščil, ampak ustvarjamo eno zelo slabo situacijo. In potem dobimo na mizo predlog za mestno občino,
Krško, ki jo seveda Zveza mestnih občin ne podpira. No, potem dobimo podporo iz Brežic, zato pa hočejo še oni svojo mestno občino. Zdaj se sprašam, kdaj se bi zbudile Domžale, ki bi po številkah hitro prišle zraven, ne, pa hitro rastoče nekatere obljubljanske občine, ne pozabite, zelo hitro rastoče, Grosuplje, Vrhnika in tako naprej, ne. Pa Kamnik, pa Jesenice, pa Zasavje, ne. Pa Zasavje, ne. Kaj bomo pa tam naredili in tako naprej. Ne. Ampak, se mi zdi, da to je bolj tako, eno razmišljanje kot vse drugo. Kajti na koncu bo odločilo samo, kdo bo dvignil roke in kdo ne bo dvignil roke. Samo pol je ne govoriti, kaj je politika in kaj je stroka, ne. Imamo stroku, ki ne more biti preveč demokratična, ne. Stroka je pač egzaktna, ker če stroka ni egzaktna, pol je dela lahko tudi strokovno vse grče. Imamo potem pa politiko, kjer se lahko zgodi karkoli in je vse možno. Ne. In tudi tukaj je možno nič ali pa vse. No, in bodoče glasovanje bojo pokazalo, kaj se bo zgodilo. Jaz sem se oglasil samo zato, da pač povem, da ima ta nekonsistentnost in nesistemskost in nenačelnost in samo priložnostno odločanje pač moti in mislim, da na tak način ne moremo zgraditi ene zelo kvalitetne lokalne samouprave na nobenem nivoju, ne, pa ali se tiče občin ali pa pokrajin ali pa karkoli že. Tako. Jaz vam želim uspeha, pri vsem skupaj pa me te stvari, ki sem jih omenil, res zelo motijo in se mi zdi, da je to precej Sizifovo delo, ne. Kajti tak način dela omogoča kadarkoli, kakršnokoli spremembo in povzroča veliko nesigurnost na tem področju. Tako da tudi tisti, ki imajo nekaj pridobljenega, lahko jutri, če bo volja drugačna, bo nekaj izgubljenega ali pa tisti, ki je ni še uspelo, bo jo kadarkoli to dobilo. Odvisno pač od trenutne situacije. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji je Franci Rokavec. Želi še kdo? Na to Samir Kalil. Lep dober dan, spoštovane svetnice, svetniki, pa gospod poslanec, gospod župan, predstavnica ministrstva. Ja, zanimiva debata je pred nami. Vemo, jaz se strinjam s tem, ker je veliko tega, kar je kolega Trčon pred mano razpravljal, pa tudi tisto, kar je povedal Milan in Srečko. Ampak zdaj pri tem tehtanju, se pravi, teh možnosti ali ta predlog ima, bi rekel, ustrezno mesto in pa seveda tudi čas, v katerem smo, je seveda zanimivo nekaj. Namreč dejstvo je, da smo z postavitvijo mestnih občin naredili najprej res politično opredelitev statusa mestnih občin leta 1994, ki ni bila, bi rekel, ustrezno postavljena že ob začetku. Res pa je tudi, da z vidika prizadevanj, ki jih ima prav ta državni svet za ustanovitev pokrajin, in glede na zasledovanje razvoja lokalne samouprave, da če se nekaj ne postavi, pa sprejme, potem se tudi tisto nikoli ne zgodi, ne. Potem mislim, da je zagotovo, bi rekel, tudi mogoče politika, se pravi, korak za korakom na mestu. In v tem primeru je seveda, ima predlog, se pravi, tisto pozitivno mesto v tem smislu, da še eno območje, ki, se pravi, bodoče možne pokrajine, ima tudi status mestne občine. Mali grenkega priokusa, da glede na samo regijo Posavje, ki je na nek način pri svojem delovanju dokaj zgledna,
še ni te uskladitve v samem prostoru, ampak vse te uskladitve ni tudi kje drugje in je tudi kje drugje še ne bo. Ne? In tukaj bo verjetno mogla na koncu država oziroma zakonodajalec potegniti svojo odločitev, če se bo seveda prišlo do druge stopnje lokalne samouprave, ker ljudje se na terenu zagotovo ne bojo nikoli izmerili. Je pa zanimiva pri tem predlogu eno pomembno razmišljanje, no, ki ni samo v Posavju in del tega se je že in se še izvaja vsaj delno v Zasavju, se pravi to tako imenovano umeščanje somestja. In jaz res predlagam Ministrstvu za javno upravo, da resno razmisli o, se pravi, umeščanju statusa teh tako imenovanih mest, ki so hkrati tudi občine in imajo pomembno mesto pri vzpostavljanju pokrajin v eno razmišljanje in pa seveda tudi statusno umeščanje teh mest v somestje. Namreč dejstvo je nekaj, da največ problemov na poti za ustanovitev pokrajin je bilo doslej predvsem tem, kje bo sedež pokrajine, kdo bo glavni. Ne?